Maja, ti nocoj predstavljaš svojo novo knjigo Fajn. O čem govori? Knjiga govori o svobodi, ki se nam zgodi takrat, ko se prebudimo. Na kakšen način se lahko prebudimo? Različni načini obstajajo, ampak ta, ki se meni zdi najbolj zanimiv, je, da se vrnemo v otroške želje, v otroško radovednost, v otroško igro in se na tak način osvobodimo najprej vseh teh nekih vzorcev privzgojenih, skrbi, strahov in vsega tega in s to otroško neustrašnostjo začnemo na nek nov način raziskovati sebe. Si ti otroško neustrašna? Velikokrat sem, čeprav nisem še popolnoma osvobojena, tako da še velikokrat kot odrasel človek z vsemi strahovi in skrbmi, kaj bo, če bo, uničim, kdaj je to otroško radovednost pri sebi. Temelji knjiga na tvojih osebnih izkušnjah? Na nek način ja, na nek način tudi ne, zaradi tega, ker moje knjige ponavadi mene zelo prehitevajo, tako da vse to, kar napišem, nastane iz neke intuicije in potem te knjige preberem in si mislim, čakaj malo, to sem jaz napisala. Tako da ni čisto vse iz mojega življenja, čeprav moje življenje je zelo pestro, že do teh let sem že veliko doživela, ampak tudi znam pa zelo dobro opazovati zgodbe drugih ljudi in jih nekako zapisati v svoje knjige. Knjigi so priložene tudi barvice, svinčnik in pa poseben zvezek. Čemu? Gre za to, da danes ljudje radi rečemo, ja, pa nimam časa, ali pa berem knjigo, ki me pravzaprav sprašuje neke stvari, ampak nimam za njih zapisati, da bi si zapisal in sem jaz rekla, ne, to bomo mi lepo vse dali v paket, dobiš zraven zvezek, barvice, kulico, ni izgovorov, vse orodje za takošnji začetek dela na sebi je zraven, tako da res sem si želela, da ljudje nekako grejo, odkar začnejo prvi stavek brati v knjigi, samo še naprej. Je pa vse skupaj zelo mavrično, bi človek rekel. Zbirala sem, kar kakšne 2 leti je trajalo, da je sama tudi grafična podoba celotne Fajn blagovne znamke in tudi pač knjige nastala in zdaj so res izbrane take barve, ki so zelo zavibrirale recimo s tem mojim pisanjem, pozitivno usmerjenim in pač veselim in otroškim. Ne gre pa tukaj pri tem zvezku in barvicah samo za pisanje, lahko tudi za risanje, ne? Tako, knjiga te pravzaprav cel čas postavlja v bistvu v ene situacije, kaj bi bilo, če bi bilo, kaj bi bil, če bi bil in te včasih spodbudi k temu, da namesto, da odgovor napišeš, ga narišeš, zakaj pa ne, da je bolj zabavno. In kaj bi bila ti, če ne bi bila Maja Monroe? Če ne bi bila Maja Monroe, bi bila verjetno kakšna levinja, ki neustrašno hodi po savani in pazi na svoje otroke in hkrati zna poskrbeti za vse, ampak ima pa tudi svojega leva, ki pazi na njo. Mojca, ste vi že prebrala knjigo Maje Monroe Fajn? Ne v celoti, jo pa berem in je res fajn. Zakaj je fajn? Ker je tako zelo iskrena, sočna, nekako se mi zdi, da prav začutiš Majo skozi njene besede in ogromno enih takih finih zasukov in idej, katere zdaj misliti. Maja je preko opisala knjigo dejala, češ da navaja tudi na to, da razmišljamo o tem, kaj bi bili, če ne bi bili to, kar smo. Kaj bi bili vi, če ne bi bili to, kar ste? Jaz sem zdaj pred par leti dobila eno zoprno diagnozo in sem skozi ta proces samo ozdravitve ogromno razmišljala o vsem skupaj in sem ugotovila, da mi je v bistvu prav super biti točno to, kar sem. Torej, ne bi spremenili ničesar? Ne. Knjiga Maje Monroe, ki jo danes predstavlja, govori o tem, da je treba poskrbeti zase, a ne? Res? Ja. Res Kako ti skrbiš zase? Ja, na več načinov, predvsem fizični načini. Bobni in bobni. Pa malo športa. Ampak šport takšnega rekreativnega. Kaj so povezani z ročnimi spretnostmi športi? Ja, fitness je, lahko rečemo tek z nogami, pa kakšno kolo. In to je tako, nekako tedensko sem 5 do 6 dni vpleten v to in moram reči, da pomaga. Ostalo pa bobni, tako da moram zelo paziti, da se ne iztrošim preveč na ostalih aktivnostih, da lahko tudi bobnem, ker to so še vedno
ne glede na čas, ki ga imamo, še vedno ure preživim za njimi. Kaj sicer delaš v tem trenutku ti, kaj ustvarjaš? Vsekakor sem aktiven še zmeraj na dobrodelnem področju, tako da tukaj sem, bom rekel, zdaj zelo aktiven. V glasbi žal trenutno malo manj, pa mladim dajem znanje svojega glasbenega življenja. Ena izmed stvari, ki jih Maja opisuje v svoji knjigi, je tudi, da moramo kar naprej misliti na to, kaj bi bilo, če bi bilo, oziroma kaj bi lahko bili, če ne bi bili mi. Kaj bi bil ti, če ne bi bil Soki oziroma to, kar si. Kako naj vem? Ja, zdaj, če lahko vplivam na to, pol bi še enkrat šel podobno smer. No. Če ne, pa ne vem. Jaz bi kar ostal v glasbi pa raziskoval naprej. Mislim, ker je to, zdaj, ko vem, kaj to pomeni, ni konca, ne kraja, fajn je, skozi je fajn, mislim, vpliva na razpoloženje, na ustvarjalnost, kreativa, dela v eno. In to je tisto, se mi zdi, kar mene osebno bogati. Ne? Pa tudi recimo včasih je samo sprostitev, ko imaš slab dan, ali pa gre kaj narobe, pa rabiš nekaj dati ven, se sedem za bobne in igram. Preprosto. Martina, vi Majo že dlje časa poznate? Poznava se po moje kako leto, ali mogoče celo več. Povabila me je k sodelovanju, da sem bila na njenem podcastu in smo se nekako na podcastu takoj zaštekali in zbližali in ja, zdaj sem tukaj. Ste prebrali že njeno knjigo Fajn? Ja, brala sem, ne čisto do konca, priznam za te, ker je bolj delovni zvezek, ne samo knjiga, ki jo prebereš in pustiš ob strani, tako da pa še z mano. In kakšen je bil vtis vsaj tega dela, ki ste ga prebrali? Jaz mislim, da je to zelo pomembna knjiga, zaradi tega, ker vsi moramo še delati na sebi. No? In to nam neki priročniki nam pomaga k sreči. Če pa kaj potrebujemo zdaj, je pomalo tudi tega, da znamo biti srečni tudi v situaciji, v kateri smo. Kako vi delate na sebi? Jaz delam na sebi, da poskušam, da se mi ne zmeša v teh časih, ker smo vsi na tem, predvsem veliko berem. Zadnje čase priznam, da mi je to. Malo sem tudi začela spet telovaditi, ker sem tik pred tem, da me spet z viličarjem nesejo, peljajo ven z hiše na naslednji nastop. Da poskušam se samo biti boljši človek, poskušam biti bolj srečna, ker sem tudi bolj prijazna do drugih. No. Se obetajo kakšni vaši nastopi v bližnji prihodnosti? Jo, upam, da. Upam, da drugače se bo meni zmešalo in tudi moja publika že sprašuje, kdaj bo. Nekako se mi zdi, da smo mogoče proti koncu vsega, ali pa sem samo optimist. Potem pa s polno paro, upam, da bo poletje polno nastopal, kot kaže bo, tako da se zelo tega veselim, da se vidimo zunaj v pijački, se ne smejimo, super bo. Maja je malo prej omenila, da knjiga govori tudi o tem, da je treba razmišljati, kaj bi bili, če ne bi bili. Kaj bi bili vi, če ne bi bili Martina Ipša? Če ne bi bila Martina Ipša, če ne bi bila stand-up komičarka, verjetno mislimo. Edino, kar me je še zanimalo v življenju, je bilo socialno delo. Predvsem delo z mladimi, jaz sem se ukvarjala veliko s prostovoljnim delom, ko sem bila mlajša, sem bila zelo blizu, predvsem najstniki, mogoče se tega, ker sama nisem bila najlažji najstnik, dajmo temu reči, in mi je bilo to delo zelo blizu. Tako da definitivno, če ne bi odkrila stand-up komedije, bi zdaj bila socialna delo ali pa nekje, kjer se dela z mladimi, absolutno. Danes smo tle 40-50, a ni fajn? A ni fajn? A ni fajn? Je fajn in fajn je predvsem zato, ker se bomo danes imeli fajn in fajn je zato, ker je pred nami knjiga Fajn. Eni od vas ste jo dobili že po pošti, eni od vas ste jo že dobili, mogoče kdo od vas še ni dobil, tamle jih je še par celih paketov in par knjig. Z veseljem lahko vzamete, odnesete. Vaše edino plačilo je, da to pofotkate in nekam date. Ne vem, pač kakršnekoli že tele omrežja uporabljate. Jaz sem še bolj star, sem še na Tinderju, na Facebooku. Mlajši ste bolj, ja, na Tinderju. Zadnjič se z enim pogovarjal vajnih, recimo let, in pravijo, da Facebook ni več kul, da je zdaj Tinder za pogovarjati, da sploh ni to, kar mi mislimo, da je. Ampak ja, knjiga, ki sem jo jaz prebral, preden je izšla, zato ker uradno v bistvu je zdaj šele izšla, in preden je bila natisnjena in mi je dala misel, tako kot bo dala v misel.